Studenicah je pretekli petek potekal dogodek ob 450. obletnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora. Kmečki upor leta 1573 je tesno povezan s širšim slovenjebistriškim območjem. Pri studeniškem samostanu in v stavbi nekdanje osnovne šole sta ga osvetlila dva predavatelja, doktorica Simona Kostanjšek-Brglez in Boris Hajdinjak. Simona Kostanjšek-Brglez je uvodoma predstavila studeniški samostan. Zdaj samostan ima zelo dolgo zgodovino. Na tem mestu je bil najprej ustanovljen špital, torej postojanka, ustanova, ki je bila namenjena vsem, ki so bili potrebni ali duhovne ali telesne pomoči. Njena ustanoviteljica pa je Zofija Rogaška, torej iz rodu Rogaških, iz bližnjega Rogatca, ki je ta kraj zaradi obilice vode, zdravilne vode, prepoznala kot tisto pravo mesto za ustanovitev ene takšne postojanke. Kasneje je v pomoči svoje sestre, Rikarde Kunšperške, to ustanovo spremenila v ženski Marijin samostan, tako da so tukajšnje redovnice živele po konstitucijah reda dominikank. Zdaj samostan je bil v srednjem veku v izjemnem razcvetu, imel je ogromno podložniških družin in to je bila v bistvu ena najbolje dotiranih samostanskih ustanov na spodnjem Štajerskem. Zdaj v studeniški samostan so prihajale plemkinje iz hrvaškega porekla, madžarskega porekla, pa tudi plemkinje teh znamenitih družin, ki jih poznamo prav vsi, torej Herbersteini, Zaueri, Trautmannsdorfi in druge pomembne plemiške družine. Zdaj studenice so pomembne in znamenite zaradi zdravilne vode, ki sem jo prej omenila. In ta voda je že v 18. stoletju sem privabila raziskovalce in eden od njih je celo zabeležil, da lahko redovnice po zimi, ko perejo v potoku, stojijo kar z nogami v vodi. In dejansko je ta voda toplejša od drugih voda v okolici, ima konstantno temperaturo, tako da si lahko, ko stopinje dosežejo minus, res pogrejemo roke v tej vodi. Zdaj, studenice so se ravno zaradi samostana lahko razvile in v 15. stoletju so postale trg in takrat so dobile pravico do tedenskega sejma. Takrat se je seveda začel ta kraj še bolj razvijati, sem so se naseljevali obrtniki, trgovci, kramarji, vse skozi pa neko rdečo nit tukaj in neko vodstvo vzdrževal samostan. Samostanska cerkev je bila najprej torej špitalska cerkev in ko se je ta ustanova spremenila, povečala, so morali tudi cerkev preurediti in povečati in takrat, torej v konec 13. stoletja, je dosegla približno sedanjo velikost, ni pa še imela teh stranskih kapel. Kasneje pa so redovnice, torej cerkev in samostan vse skozi obnavljale, dograjevale in v baroku je cerkev dobila ta današnji obok, pa tudi obe stranski kapeli, ki sta posvečeni Mariji in ta kor, na katerem stojijo znamenite baročne orgle s še originalnimi slikami Marijinega oznanjanja in pa zavetnikov cerkvene glasbe Davida in pa Cecilije. Zdaj, prvotna cerkev samostanska je bila posvečena Mariji oziroma Marijinemu oznanjanju. Po večjih gradbenih delih pa so spremenili tudi patrocini cerkve in od konca 17. stoletja je posvečena svetim trem kraljem. Zdaj, samostanski kompleks je najkasneje v 17. stoletju dosegel tisto maksimalno velikost. Bil je kot običajni samostani, torej 4-traktna zgradba, del tega kompleksa je bila tudi cerkev in znotraj teh traktov je nastalo notranje dvorišče.
vendar pa je v Studenicah v 18. stoletju izbruhnil požar. Takrat je polovica hiš na trgu pogorela in dva samostanska trakta sta bila takrat toliko poškodovana, da se jo niso odločili obnoviti. In zato nam je danes ostal samo še en trakt, torej tudi najstarejši trakt z temi zametki špitala, ki datira iz 13. stoletja. Torej ta zahodni samostanski trakt, najstarejši del samostana, je še ohranjen in je v fazi obnove. Zbrane je nagovorila tudi doktorica Petra Vrhovnik, županja občine Poljčane. Dogodek je pripravilo zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica v sodelovanju s podjetjem Enertek in turističnim društvom Samostan Studenice. V dvorani Doma kulture na Češnjevcu je minulo soboto potekala 4. regijska likovna kolonija na temo Čebele nekoč in danes. Otvoritev razstave ustvarjenih likovnih del na koloniji, ki jo je pripravila likovna sekcija KUD Štefan Romih Češnjevec v sodelovanju z območno izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica, bo v četrtek 6. junija ob 18. uri v dvorani Doma kulture na Češnjevcu. Društvo upokojencev Zgornja Ložnica je minulo soboto pripravilo dan odprtih vrat. Člani društva so se predstavili s svojimi aktivnostmi, na ogled so bili različni izdelki, in sicer poslikave stekla, izdelki iz lesa, pletenja in kvačkanja, vizitke, izdelki iz gline, akvareli Marine Justinek in pekovski izdelki. Predsednik društva upokojencev Zgornja Ložnica Stanislav Skubic je ob tej priložnosti povedal tudi nekaj več o delovanju njihovega društva. Društvo upokojencev Zgornja Ložnica je bilo ustanovljeno leta 2009, to se pravi 14 let že delujemo na tem območju. V začetku nas je bilo 18 ustanovnih članov, že mesec dni pozneje nas je bilo 138 in na današnji dan nas je 223. Leta 2016 smo od zadruge Slovenska Bistrica, se pravi kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, dobili v last te današnje prostore, v kateri se nam vse to dogaja. 2 leti po ureditvi lastništva smo potrebovali, da smo prostore uredili, in leta 2018 smo svečano otvorili naše društvene prostore. Poudarjam naše zaradi tega, ker smo tudi pravno lastniki prostorov, kar je zelo pomembno. Smo verjetno eno redkih društev, ki ima lastne prostore. 2019 smo praznovali 10. obletnico in 10. obletnica je že en tak jubilej, in v tem letu smo se lotili še enega projekta, to je tu zraven nas, izdelava in razvitje prapora. Ob svečani proslavi smo seveda razvili tudi prapor. No, ko smo že imeli prostore, je bilo potrebno dati tem prostorom eno življenje, eno dinamiko, in seveda že sekcija za gradbeništvo in tehnično kulturo je bila tista, ki je vodila ves ta projekt izgradnje. Brez te sekcije, te skupine, verjetno teh prostorov ne bi bilo. No, istočasno je tudi delovala, ko smo pripravljali različne prireditve, piknike in tako naprej, je delovala tudi druga skupina, ki smo jo dali potem naziv skupina za kulinariko. No, potem je prišlo toto leto 2020, COVID in vse to, in nam je vse skupaj nekako zavrlo to delovanje. Kar se sekcije tiče, no, leta 2022 pa se je odprla oziroma vzpostavila sekcija za telesno kulturo, potem pa še ročno-delska sekcija. In ravno rezultati tega dobrih 6 mesecev, 7 mesecev dela te ročno-delske sekcije je današnja otvoritev oziroma dan odprtih vrat, ker smo se želeli predstaviti tudi s tem, kar pač ustvarjamo. Sicer pa naše dejavnost je od organiziranja družabnih srečanj, izletov, ekskurzij, potem različnih predavanj, ki se nanašajo bodisi na področje zdravstva, kulture. Ravno naslednji teden imamo recimo predavanje iz zdravilnih zelišč,
imeli smo z področja prometa v letošnjem letu, imeli smo tudi predavanje in usposabljanje za fotografiranje z mobiteli, ker vemo, vsi imamo mobitele, vsi mislimo, da znamo fotografirati, pa ni ravno tako. Tako da imeli smo tudi literarni večer z dr. Matejo Ratej, zelo dobro obiskan, 35 ljudi za našo ločnico, je lepo število. Teh srečanj, teh literarnih večerov načrtujemo še več. Sicer pa letos še je pred nami piknik pred državnim praznikom, pa seveda zbor članov, potem še izlet v Logarsko dolino, letovanje ne smemo pozabiti, septembra, 7 dni, gremo za en teden praktično, en cel avtobus se je zbral in gremo na Brač. Potem v oktobru bomo šli še mandarine obirati, potem imamo Martinovo, tudi to moramo po štajerski navadi, na štajerski način obeležiti, proslaviti in pa seveda organiziramo tudi različne koncerte. Lansko leto nam je prišel v goste Tinski oktet, smo imeli v športni dvorani naše podružnične šole. Lani smo imeli potem božično novoletni koncert, letos ga bomo zopet imeli, potem pa še zaključimo leto z 27. decembrom, ko se napotimo v Visole k našemu članu, ki izdela vsako leto čudovite jaslice in gremo na ogled. Bolj kot na ogled gremo z namenom, da se družimo, zapojemo in to je to. Skratka, v društvu se trudimo pripraviti čim več zanimivih stvari, enkrat za ene, drugič za druge, ker vsem vse ni pogodo. Tako da skratka, trudimo se na polno, kako smo pa uspešni, pa vidimo po udeležbi na naših dogodkih. V parku za knjižnico je minulo nedeljo potekal 9. Leo dan družin. Leo klub Slovenska Bistrica je za otroke pripravil ustvarjalne delavnice, poslikavo obraza, napihljiva igrala, japonsko mečevanje, izmenjevalnico igrač in pekarno Mišmaš. Na dogodku je sodelovalo tudi prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so minuli ponedeljek pripravili literarni večer z Davidom Zupančičem. David Zupančič je mladi zdravnik, ki je na začetku epidemije COVID-19 leta 2020 v urgentni ambulanti klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana potrdil prvi primer okužbe z virusom v Sloveniji. Knjiga Življenje v sivi coni je nastala ravno v času pandemije. Z avtorjem knjige se je pogovarjala Mojca Plaznik-Plavec. Rad piše in bi rad še pisal, kar jaz zagotovo sem. Tudi ko sem pisal to knjigo, sem si vedno mislil, želim si, da bi jo veliko ljudi prebralo, tudi zaradi tem, ki jih obravnavam, ampak to, kar se je zgodilo, je bilo pa potem en velik pozitiven šok. No. Za pisanje knjige je potrebna ideja, potreben je čas in zagotovo je potrebno tudi veliko nekega odpovedovanja. Ja, zdaj tako, dve najpomembnejši valuti, ki jih imamo vsi mi, se mi zdi, in edini morda, ki jih imamo, sta čas pa energija. In če jih boš nekam usmeril, boš nekje jih vzel. Se pravi, najslabše, če probaš to ustvariti iz nič, pa se pa sekiraš. Zdaj bom napisal knjigo, pa 2 meseca nič ne pišeš, pa si pa tako, jaz se ne morem nič lotiti, jaz ne morem nič. Ja, ampak če si zraven mama, pa delaš, pa študiraš, pa doktorski, pa dežuraš, pa telovadaš 4-krat na teden, boš mogel nekje zreducirati. Jaz seveda sem imel to krasno priložnost v življenju, da sem nekje 3-4-5 ur na dan igral računalniške igrice in ko sem to iskal interval, kam bi umestil pisanje, je bilo dosti preprosto. Sem računalnik nesel v klet in napisal knjigo. Ampak ja, točno to, nekako se moraš, če se odločiš za nek nov projekt, se moraš prerasporediti svoj čas tako, da boš svojo odločitvijo pa s tem projektom bolj zadovoljen. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je preteklo sredo v Bistriškem gradu pripravil večer ljudske glasbe. Nastopila sta Primož Grašič in Mitja Ferenc, redko viden duet, le kitara in glas. Moj očka zodjaj poželjni naj se, pa zdaj premišljujem ljubo ali ne. Na levo in desno in križem sveta, okol se oziram, je dosti blaga.
preuboge ne maram, presveka ni nič, bi z njo se le jokal sam ognjem kot nič. Prelipe ne maram, se rado zgodi, da drugi dopade in moža pusti. Pregrde ne maram, kaj bi z njo, če bi race in kure bežale pred njo. Premlade ne maram, je vroče krvi in kar posušijo mi moje kosti. Prestare ne maram, ker kača je kač, saj nočem zgubiti prezgodaj še plač. Učene ne maram, najhujši je zlo, če jaz bi bil vlapac in ona gospod. Neumne ne maram, je pravo gorje, če prazna slama jim raste z glave. In pol ugotovi, najbolje nobena, pa kaj bi več pel, podnev bi prepeval, po noč pa se ujel. Roža na vrtu zelenem cveta, pride tja k roži veselo dekle. Rože si zaželi, rožici govori, pojdi, jah, pojdi z menoj. Rože si zaželi, rožici govori, pojdi, ah, pojdi z menoj. Žalostno roža povesi glavo, dekle utrga cvic mehko roko. Kdo ga ponese svoj, tu mi bo sladki tvoj, večno oznanja pomlad. Kdo ga ponese svoj, tu mi bo sladki tvoj, večno oznanja pomlad. Pa je na oknu cvetela pomlad, pa je otožno kriv rožica jad. Roža cvetela je, roža zvenela je, deklica toči solzi. Roža zvenela je, roža cvetela je, deklica toči solzi. V domu starejših v Slovenski Bistrici so v četrtek gostili člane društva invalidov Češnjevec. Pevci društva in vaberški fantje iz Kuda Šmartno na Pohorju so varovancem doma zapeli nekaj pesmi. Svoj zapustil in šel sem svet, akor moj oče in moj praded, pridem špil
prišel.